Tokrat v občinskem informatorju. Revolucija in evolucija v gastronomiji in turizmu. Duhovnik Martin Golob na srečanju v Selnici ob Dravi. V Ticu na Ptujski gori uspešen vinski večer. Koncert Alfija Nipiča v Lovrencu na Pohorju. Študenti Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor na mednarodnih tekmovanjih med najboljšimi. Paraplesalka se ponaša številnimi uspehi. Kmalu dan odprtih vrat Starotrške hiše. Lepo pozdravljeni. Pod okriljem sekcije za gostinstvo in turizem pri Mariborski obrtno-podjetniški zbornici se je na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem odvila prva konferenca gastronomije in turizma, na kateri so iskali odgovore, kaj prinaša revolucija oziroma evolucija gostinstva. Revolucija in evolucija v gastronomiji in turizmu v sedanjem času odpirata vrsto vprašanj in iščeta odgovore na področju rokovanja z gosti. Absolutno, jaz mislim, da vsaka regija v Sloveniji je zelo specifična, še posebej tudi gastronomija, še toliko bolj ne po gostih, ki jih nagovarjamo, tukaj neka tradicija avstro-ogrske monarhije, na Primorskem bolj italijanski vplivi in ravno ta bogatost, ta pestrost dela Slovenijo gastronomsko zanimivo destinacijo. In mislim, da se vsi eni od drugih lahko marsikaj naučimo, predvsem pa moramo skupaj stopiti, pa preseči neke regionalne, kako bi človek rekel, regionalne, tudi dobronamerne borbe in dejansko poskrbeti za to, da dvignemo celotno kakovost ponudbe Slovenije. Z najboljšimi šefi smo veliko dosegli, zdaj je treba poskrbeti za domačnost in inovativnost. Zdaj z Mišlinom smo ustvarili kulinarične superzvezde, ustvarili smo najvišji vrhunski nivo kulinarike, zdaj pa rabimo res vsi skupaj zavihati rokave in štimati to, kar je pod tem, se pravi dobro, pristno, trajnostno, lokalno kulinariko. Ker to je tisto, kar bo gost, ki pride zaradi Mišlinke, hotel jaz drugi, tretji in četrti večer. Nekih 7 hodnih degustacijskih menijev s cenami od 100 do 200 evrov, pač človek ne je vsak dan, tudi tisti, ki ima neomejeno količino denarja, tudi zahteven gost, ampak so to neke stvari za posebne priložnosti. Mi pa moramo gosta dejansko nahraniti dobro in tako, da mu predajamo svojo tradicijo in svojo kulturno izročilo naprej in hkrati tudi brbončice zadovoljimo. Ne smemo pozabiti, da je Maribor zdaj prestolnica kulinarike. Pričakovanja strani gosta so izredno visoka, zavedati pa se moramo, da smo v zelo konkurenčni regiji prisotni. Torej zraven nas so sosedje, kot je Avstrija, Hrvaška, Madžarska, ki imajo zelo dolgo tradicijo gastronomije in zelo inovativno v bistvu gostiteljstvo. In biti tukaj inovativni in drugačen je seveda zahtevno, danes še posebej zaradi krize kadrov, ki jo mi zelo, zelo močno čutimo v bistvu iz dneva v dan. Kje pa se lahko krepi inovativnost in predvsem samozavest, da smo dovolj dobri na tem področju? Meni se zdi predvsem pomembno, da postanemo ponosni na svoje kulinarične atribute in da se zavedamo dejstva, da je danes za doživetje predvsem pomembno filozofija manj je več. Torej, ko bomo postali ponosni in resnično sprejeli tudi take najmanjše dragulje naše kulinarične, bomo po moje postali še bolj zanimivi. Tega se zavedajo tudi pri gostišču pri Karlu, ki je nekoč slovelo kot gostišče Budja. To, kar je dejansko dedek in babica, seveda, kaj sta včasih delala, to so tiste domače jedi, katere ljudi zelo pogrešajo, ampak jih mi dejansko na nek modern način spet ponujamo. Ne vem, v Mariboru zelo težko, kje dobiš vsak dan odojka iz krušne peči, mi ga imamo vsak dan, potem so tu domača rebra, čez zimo smo naredili malice samo na žlico, 7 različnih jedi. Tako da nekako tista inovativnost, ki jo mi spodbujamo, je butičnost, vrnitev k koreninam, domača pristna zgodba in pa domača hrana. Na sekciji za gostinstvo in turizem pri Mariborski obrtno-podjetniški zbornici želijo povezati vse akterje. Da nekako strnemo vrste, organiziramo eno prvo konferenco na temo gostinstva in turizma, današnja tema revolucija, evolucija gostinstva, ravno na način, da želimo povezati vse akterje v Podravju in pa seveda širše v štajerskem območju, zaradi tega, ker imamo znanje, imamo izkušnje, imamo odlične ponudnike, včasih pa se nam nekako zdi, da nekje se izgubimo na tej poti in da ponudniki iščejo tisto, kar dejansko je nekaj unikatnega v naši regiji.
In to je pravzaprav bilo izjemno široko področje, v katerem so se posvetili, kako zadovoljiti gosta, da bo ta še prišel. Slovenski duhovnik Martin Golob je bil v Selnici ob Dravi. Golob je zaslovel kot vloger na spletu, kjer širi svoja razmišljanja o veri in življenju. Imel je tudi spletne maše. Zdaj hodi med ljudmi, kjer tudi predstavlja knjigo na spletni prižnici. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Priljubljeni duhovnik Martin Golob je zaslovel med epidemijo covida s svojimi spletnimi mašami in vlogi. Pravi, da je vesel srečanj z ljudmi. Takole, ko pridem, je pa zelo lepa srečanja, tako lepo se je srečati z ljudmi, tako da grem rad, malo je težko zaradi domačih opravil, pa ker sem obljubil, moraš pač speljati. Golob še pravi, da se običajno na takih srečanjih dotaknejo nekaj tem. Nekak duhovniška pot, ki sem jo do zdaj prehodil, način življenja, ki ga živim, pol glede knjige, ki smo jo zdaj lepo izdali in zelo lepo sprejeta med ljudmi, pol tudi glede korone, ki smo se srečevali pri koronskih svetih mašah. Tako, približno tako, reč pa, da bi kaj naprej se pripravljal nič, se kar prepustim. In tudi povsod, ker sem do zdaj bil, ne dvomim, da tudi tukaj so se lepo imeli, pa tudi so bila zmeraj zanimiva vprašanja, kaj smo se nasmejali. Po duhovnikovih besedah je Lojze Grčman napisal knjigo na spletni prižnici. Podnaslov pove zelo veliko misli in spodbude Martina Goloba. Notr sta prepleteni tako duhovnost kot torej njegovo osebno dojemanje, njegovo osebno življenje, seveda tudi družinsko, iz katere izhaja in te vrednote tudi deli naprej. Knjiga je razdeljena na nekih 6 delov, od torej vloganja in prenosov spletnih maš do družine, potem dobršen je duhovni del z 10 zapovedmi, blagri in pa molitvijo. Knjiga se zaključi s sintezo, kjer je nekako sporočilo na kratko povedano vse tisto, kar je v knjigi, z glavno osnovo, kako postati boljši človek. Pogovor z obema je v Selnici ob Dravi vodil Borut Holcman, ki je pripravil več vprašanj. Eno izmed teh vprašanj je vprašanje profesionalnega kristjana. Kaj to pomeni? On je profesionalc. In kaj pa za nas, ki smo tako rekoč, rečemo, neprofesionalni kristjani? Na kak način sedaj, ko ni več korone, ko ni več interneta, na kak način on zdaj skuša sodelovati, nagovarjati, ali še to vedno počne, ali pa je nekak način zadevo spremenil? In seveda, vprašanje, kakšen napotek bi on dal nam vsem, kaj biti danes kristjan v 21. stoletju? In zakaj Martin Golob ravno preko spleta širi svoje razmišljanja o veri in drugem? Tukaj najdem tudi moč, pa voljo za vse to, kar počnem. Tudi vi mi to omogočate, tako da jaz sem zelo hvaležen. Želim prinesti ljudem na dom tudi kakšno sporočilo Boga in Božjo besedo in pa tudi, da je človek le nekaj več, kot samo to, kar poje pa popije. Polna dvorana vaškega doma na Spodnjem Slemenu pa je pričala, da je dobrodošel tudi v realnem svetu, ne samo v virtualnem. V degustacijskem prostoru turistično-informativnega centra Ptujska Gora se je odvil že tradicionalni vinski večer, tokrat z vini Bacchus. Preverimo, kako je bilo. Kljub temu, da so v degustacijskem prostoru turistično-informativnega centra Ptujska Gora z vinskimi večeri pričeli šele pred 3 leti, se je v tem času odvilo kar 30 takšnih dogodkov. Z vinskimi večeri pa želimo predstaviti naše vinogradnike, kaj imajo. Želimo pa tudi malo izobraziti ljudi, ki imajo vina radi, o stilih vina, kako vino nastane, koliko dela je s tem, da ne bo potem samo to, kako drago vino je. Važno je, da vejo, kaj mora vse vinogradnik narediti, da do tega vina pride. Začeli so s predstavitvijo vinogradnikov iz vinorodnega okoliša Štajerska Slovenija. Želijo pa si gostiti tudi goste iz drugih vinorodnih dežel. Tokrat so predstavili vina Bacchus. Zbrali zato, ker so si to zaželili naši stalni gostje na vinski večeri, ker vina Bacchus poznajo. To so vinogradniki in trstičarji iz Juršinc, to ni daleč in prav je, da jih predstavimo tudi tukaj na Ptujski Gori. In kakšna vina so lahko obiskovalci okušali? Rozej iz modrega pinoja,
potem imamo en Chardonnay, sivi Pinot, to je prva polovica, v drugi polovici pa smo pripravili te nove tolerantne sorte na bolezni, se pravi poskusili bomo Solaris in pa Sauvignon Gris. Takšen večer pa je mnogo več kot pivski večer. Opažamo, da se ta kultura pitja s temi dogodki v bistvu dviguje, no? Ker tukaj res gre za degustacijo samo, se pravi pa vedno je kaj novega, se pravi, da se tudi ljudje zraven še kaj naučijo, tako da mislim, da se ta kultura pitja zelo dviguje s tem. No? Eden izmed ciljev je bil, da ljudje ne uporabljajo več izraza kislo, ampak uporabijo suho. Seveda lahko to je kislo, če ni prava harmonija med sladkorjem, alkoholom in kislinami, ampak v glavnem naši vinogradniki, ki tukaj predstavljajo vina, znajo narediti lepa harmonična vina, ki jih imajo naši obiskovalci radi, jih radi tudi tukaj na vinskem večeru popijejo in si nesejo tudi vina domov, pa tudi ohranijo stik z vinogradnikom, tako lahko pri vinogradniku naročijo vina tudi kasneje. Zgodbo je podprla nekdanja županja občine, ki je organizatorjem v veliko podporo. Vesela sem, da v bistvu smo z nekako skupnimi močmi to naredili. Seveda najprej je bil pogoj, da smo obnovili to stavbo in ko je ta stavba bila obnovljena, se moram res zahvaliti našemu turističnemu društvu, ki je v bistvu dejansko vzpostavilo te večere, ki dobro funkcionirajo. Ljudje se s tem tudi izobražujemo, spoznavamo nova vina, predvsem pa spoznavamo, odkot se prihajajo ta vina, saj so se tu zvrstili številni vinogradniki, zelo priznani in seveda smo imeli priložnost okušati res dobra vina. Vinske večere imajo enkrat mesečno, v poletnih mesecih se bodo odvile na 14 dni. Zavedajo se, da so lahko v prihodnosti del turistične ponudbe, kateri se v občini v zadnjem času precej posvečajo. Legenda slovenske glasbe Alfi Nipič je z veseljem nastopil v Lovrencu na Pohorju. Dejal nam je, da gre rad v kraje, kjer, kot pravi njegova pesem, je tam, kjer se Pohorje vidi. Skupaj z ansamblom je prepeval svoje najbolj prepoznavne pesmi, ki se jih je v 61 letih prepevanja kar nabralo. Alfi Nipič je s svojimi nežnimi pesmimi razvajal občinstvo v Lovrencu na Pohorju. Nocno sem sanjal o tebi, draga, zato, ker te ljubim. Nocno sem sanjal o tebi, draga, ker te še vedno rad imam. In tudi pri intervjuju je bil navdušen nad tem, da je tokrat prav v Lovrencu. Tam, kjer se Pohorje vidi, sem rekel, bi rad nekje začel in jaz mislim, da če se kje vidi Pohorje, tu z Lovrenca. Jaz sem nekako zaljubljen Pohorje, kot otrok sem veliko zahajal na Pohorje z šolo obveznimi tistimi izleti in nekako mi je ostalo v duši ta hrib in kamorkoli grem, zadnje čase tudi veliko prepevam. Če me kdo vpraša, vedno rečem, kje pa ste vi doma? Tam, kjer se Pohorje vidi. Jaz mislim, da je to nekaj lepega, da smo vsi ponosni na določene kraje in nekaj najlepšega je, kada si ponosen na tisti kraj, kjer živiš in na tisto okolico, v katerem si stiku že od majhnih nog, torej od otroških let. Izjemen pevec je ustvaril tudi veliko pesmi, ki so bolj ali manj znane vsem. Meni teče zdaj 61 leto, odkar sem se po tekstilni tehnični odločil, da se bom pokvarjal profesionalno z glasbo in od takrat dalje moram reči, da sem mogoče lep postal nekje en spominček vsakemu nekje v koščku srca s kakšno melodijo. Bil sem izredno presenečen, kot ste rekli, to je bil 4. koncert. Ta drugi je bil v Kopru in na odru so mi prinesli iz Radia Koper eno knjigo, jaz sem se začudil in so rekli, poglejte, koliko posnetkov imate na Radio Ljubljana. Čez 1200 jih je, tako da je marsikatera melodija, ki se bo čez več ne spomni, da sem jo posnel, ali pa se spomnim, ko jo slišim, ostala v spominu marsikaterega. V vseh letih njegovega prepevanja so ga ljudje vzeli za svojega. Srečal sem tudi pred nekaj dnevi en par, ki so rekli, da sem prepeval za novo leto v neki kavarni, kjer sta se ona dva spoznala. To so taki trenutki, ko mogoče res kakšna moja melodija spomni koga na en trenutek v celem življenju, ki ga je preživel ta večer, mislim, z menoj in ob glasbi, ki sem jaz prepeval. Ni dvoma, da so na njegov koncert prišli ljudje, ki imajo radi njegove pesmi. Kjer se Pohorje vidi, pa Silvestrski poljub,
pa še nekaj pač. Lahko rečemo, da ste oboževalka. Svoja. Katera pesem? Bog živi. To, da zapojajo. Vam je všeč taka glasba, verjetno ste tudi zaradi tega tukaj. Kaj vam je takole všeč? On ima ne nazadnje več kot 60 let je že na odru. Vse so mi všeč njegove. Samo to bi pa želela, da bi zapel. Kot karakter, kot človek, kot pojav, pa kot pevec, ker ima izredno dober glas. Štajerc je. Pa Štajerc je. Pa vidi, ja. Se pravi, ima pesmi tudi vse v Mariboru, pa v tem v Štajerski, pa tega res enkrat. Ja, te njegove pesme so legenda, ne, in to smo mogli priči, smo tu doma v tem kraju. Tako da mislim, da... Lahko še kjero izpostavili, kjera vam je mogoče najbolj všeč? Najbolj všeč, ima toliko. Ja, najbolj spominati ostane tudi silvestrski poljub, ne, brez tega ni, ne. To je naša legenda, legenda mojih staršev in tako da smo rekli, gremo to poslušati. Vesela sem, da je prišel v Lovrenc na Pohorju. Zelo, da slišimo silvestrski poljub. In Alfi jih zagotovo ni razočaral, pel je pesmi, ki so vsem pri srcu, tudi take, ki ga spominjajo na dom. Zdaj se spominjam lepih stvari, Poljani to prelepih dni. Študenti Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor so bili zelo uspešni na mednarodnih tekmovanjih, saj so domov prinesli več medalj. Na tej šoli pa se ta teden odvija eden večjih dogodkov, ki jih pripravljajo ob 25-letnici delovanja šole. Na nedavnih mednarodnih tekmovanjih v kulinariki, strežnih veščinah in turizmu so študenti Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor dosegli veliko število medalj in priznanj. Klara Šmigoc je pripravila za predstavitev nagrajeno sladico. V bistvu je na Biser Mora dobila ta sladica zlato medaljo. Pripravila pa sem takšno mediteransko sladico. Od spodaj lahko vidite krambl črnih oliv, potem imate zraven malinin mus, rdečo peso narezano na koščke, zraven lahko vidite spončke rdeče pese, za navrh pa še bom potem dala mus bele čokolade. In kaj vse so pravzaprav na tekmovanju pri tej sladici ocenjevali? Kakšen imaš red v kuhinji, potem kako se znajdeš v kuhinji, potem predvsem okusi, postavitev na krožniku. Na Portugalskem pa je bila zelo uspešna Klavdija Zrnec, ki je prinesla domov bronasto medaljo. V bistvu je bilo 9 različnih disciplin. Prva disciplina je bilo, kjer smo morali odpisati teoretični test, ker je bila v bistvu kulinarika iz celotnega sveta. Potem je bilo od filiranja ribe do flambiranja stejkov, potem tudi sladic, sprejema naročilo pred gosti, glede na jedilnik, katerega smo v bistvu prvič videli, katere so tudi bile mednarodne jedi, je bilo trebalo pripraviti mizo. Potem so še bili v bistvu wine tasting, katere smo dobili vzorce, katerih v bistvu nismo vedeli, kaj bo. Mešanje koktejlov. In še veliko drugega. V Latviji pa so študenti dosegli eno prvo in 2 drugi mesti. Osvojil sem prvo mesto v disciplini Tourist Destination, se pravi turistična destinacija. Če sem prav ujela, ste tako tik pred tekmovanjem pravzaprav dobili nalogo, da ste za eno družino pripravili ogled mesta. Ja, točno tako. Ob 10:00 se je tekmovanje začelo. Takrat smo izžrebali svoje partnerje, izžrebali smo ciljno skupino, temo, za katero moramo narediti turistični program. Jaz osebno sem dobil pa 3-dnevni turistični program za družino iz Estonije, ki bi rada aktivno prepotovala Latvijo v teh 3 dneh. V letu 2023 pa praznujejo na šoli tudi 25 let obstoja. Praznovali bodo tako, da bodo naredili 25 dogodkov v 2 letih. Eden se odvija prav ta teden, Youth Parliament. Gre za debatersko srečanje, kjer bodo mladi razpravljali in debatirali o temah pomembnih za turizem, zelene veščine, problematika trga dela in pa seveda trajnost oziroma digitalizacija turizma. Na nedavnih tekmovanjih pa je bilo pravzaprav še veliko več uspešnih študentov te šole, ki se bodo zagotovo še kdaj dobro izkazali. V oddaji Moja zgodba bo tokrat Lara Nedeljković, ki je dokaz, da je mogoče uresničiti svoje sanje in da je voziček ovira le v glavi.
Starši so vedeli, da se bo njihova Lara rodila s poškodbo hrbtenice, a na to niso gledali kot na oviro. Mogoče imam srečo tudi to, da sta moja starša oba iz zdravstva in sta v bistvu že seznanjena s tem že prej, tako da ni bil to toliko velik šok, ker bi bil mogoče za nekoga drugega. Nikoli se ni počutila drugačne, tudi ni imela občutka, da bi kot majhno deklico nanjo gledali drugače. Hodila sem v normalno šolo, v normalen vrtec, tako da v bistvu tudi sošolci, sošolke me niso dojemali kot drugačno. V bistvu sem bila zmeraj vključena v vse aktivnosti in tudi so me tudi sprejemali tudi takšno, ko sem v bistvu v svojo družbo. Iz gole radovednosti se je preizkusila v plesu, v katerega se je zaljubila. Plešemo v dveh razredih, razred 1 in razred 2. V razredu 1 so osebe z višjo poškodbo, z večjo okvaro, v razredu 2 pa osebe z manjšo okvaro. Gledalci pogosto komentirajo, da pri plesu skorajda ne opazijo vozičkov. Ljudje ne gledajo vozička, ljudje gledajo človeka, ki pleše. In če se ti v temu uživaš, če se imaš v redu, potem voziček tukaj ne obstaja. Več v oddaji Moja zgodba v četrtek ob 21. uri. Na Ptujski gori v občini Majšperk so pred leti obnovili starotrško hišo, v kateri se odvija več dejavnosti, tako tudi ob njej. 23. aprila bodo pripravili dan odprtih vrat, tako da si bodo lahko obiskovalci ogledali muzej in notranjost hiše, pripravili pa bodo tudi priložnostno razstavo knjig ob Svetovnem dnevu knjige. Starotrška hiša na Ptujski gori v občini Majšperk bo imela ob Svetovnem dnevu knjige na stežaj odprta vrata za obiskovalce. Dan odprtih vrat Starotrške hiše pripravljamo v nedeljo 23. aprila na Svetovni dan knjige, tako da bodo notri razstavljene knjige. Hiša pa bo odprta od 9. ure zjutraj do 19. ure zvečer. Prav zaradi Svetovnega dneva knjig bodo poiskali tudi nekaj knjig, ki bodo na policah pohištva. Zdaj, če bomo imeli dovolj knjig, ki bomo razstavili po kotičkih oziroma po zvrsteh, od pravljic, zdravstvenih leksikonov, kuharskih knjig in podobno. Hišo so pred 10 leti v celoti obnovili. Tako je, letos bo ravno 10 let, kar je občina obnovila to hišo pod Zavodom za kulturno dediščino. Prej je hiša bila namenjena bivanju, sedaj pa je v njej urejen muzej, etnološki muzej starih predmetov in pohištva, tako da lahko si v notranjosti pogledate staro pohištvo, potem razne posode, kjer se je kuhalo, peklo v krušni peči. Urejena je tudi kuhinja s krušno pečjo in seveda prostore. Zdaj, del opreme je ohranjen iz te hiše. Nekaj pohištva pa se je prineslo tudi od drugod. Starotrška hiša nosi letnico 1752. Obnovljena pa je bila leta 1926. Ta datum je tudi v sklepniku nad vhodnimi vrati. Sicer pa obiskovalci ob dnevu odprtih vrat ne bodo prepuščeni sami sebi. Skozi ves dan bodo naše članice tukaj, tako da bodo obiskovalce popeljale in v notranjost hiše in zunanjost hiše. In glede na njihovo prizadevnost verjamemo, da bodo tudi one z odprtimi rokami sprejele vse, ki si bodo starotrško hišo želeli pogledati. Toliko za nocoj v oddaji Občinski informator. Ne zamudite oddaje Vzhodna, nocoj ob 20. uri v goste prihajajo mariborski mestni svetniki, s katerimi bomo spregovorili o trenutno aktualnih temah v mestu. V Glasarjevem salonu z galerijo v Malečniku bo v petek 21. aprila ob 18. uri potekala osrednja slovesnost ob drugem Glasarjevem festivalu. V soboto pa vabljeni na vrtnarski sejem v Europark, kjer boste lahko poklepetali s strokovnjakinjo na tem področju ekoloških izdelkov, zdravega življenja, Metko Ternja Gomboc. Sveže novice pa najdete na spletnih portalih lokalec.si in mbreport.si. Želim vam lep preostanek dneva, še naprej in nasvidenje.